Deževen februarski popoldan in dolgočasna pot do letališča Treviso nista mogla zasenčiti prijetnega razpoloženja med pevci mešanega pevskega zbora Motiv. S seboj so namreč nosili blagozvočno slovensko pesem, s katero bodo ob slovenskem kulturnem prazniku obdarili rojake, ki jih je življenjska pot popeljala v nemško zvezno deželo Hessen z glavnim mestom Frankfurt. Saj veš za mojo navadico, nocoj, antič moj, antič moj, le zauriska in zapoj. Na enem izmed največjih mednarodnih letališč je goste pričakal slovenski duhovnik Martin Retelj, ki upravlja slovensko župnijo v Frankfurtu, saj bi v letališkem labirintu težko našli pravo pot do mesta nastanitve. Slovenska skupnost v Frankfurtu nima svojih bogoslužnih prostorov, zato se tedenske svete maše berejo v kapeli tamkajšnje teološke fakultete. Pomagali staršem in bodo otrokom posvetili vzgled, vere, upanja in dejavnih ljubezni. Prosimo, razpiši nas. Po jutranji maši je gostoljubni duhovnik Martin poskrbel za kratek ogled mesta, ki velja za sejemsko in finančno prestolnico Nemčije. Frankfurt pomeni brod na Majni, Frankfurt am Main. Frankovski brod na Majni. Ker frankovski del od Nürnberga do Würzburga pa sem je ta frankovski del, se imenuje ta pokrajina, so bili Franki. In tako je tudi tukaj, torej Frankfurt na Majni pomeni brod na Majni. Na oni strani, kjer smo bili, pa smo se zdaj s tramvajem peljali, Južni kolodvor, to je pa na drugi strani Römer, kjer je mestna hiša, pa cesarska stolnica, to je najstarejši del mesta. Mesto je bilo med drugo svetovno vojno popolnoma porušeno. Nepoškodovan je ostal le zvonik stolne cerkve svetega Jerneja, ki je služil pilotom zavezniških sil kot orientacijska točka. To je tudi edina ohranjena stavba v mestu, vse ostale so novogradnje ali obnovljena poslopja v izvornem stilu. Stolna cerkev ni bila nikoli sedež škofije, pač pa je veljala za cesarsko cerkev, saj so v njej volili in kronali nemške cesarje. Po pripovedih naj bi v času kronanja v znak praznovanja iz vodnjaka pred mestno hišo namesto vode teklo vino.
Enakovredno so zastopene tudi svetišča drugih veroizpovedi, upoštevajoč versko pripadnost prebivalstva. Sicer pa je mesto ob reki Majni zaznamovano sejemsko dejavnostjo in bančništvom, kar v mesto privablja poslovneže iz vsega sveta. To se odraža tudi v mestni prometni ureditvi, letališka ploščad pa med največja in najpomembnejša letališča v Evropi. Brez dobre hrane tudi ne gre, tega se dobro zaveda tudi gospod Martin, zato je skrbno izbiral primerne lokale za pogostitev gostov iz Slovenije, saj dobra pesem zahteva tudi dobro podlago. Vkolikor bi bili preobilni obroki premalo, pa je bila zagotovljena še oskrba v Olgini spalnici, kjer so se odvijali večerni sestanki. Nedelja 3. februarja pa je bil za člane zbora delovni dan. Naši rojaki so istega dne slovesno praznovali slovenski kulturni praznik. Slovenska skupnost je nedeljsko svetomašo obhajala v cerkvi Srca Marijinega, katerega ima v upravljanju poljska krščanska skupnost v Frankfurtu. Dolžnost mešanega pevskega zbora Motiv pa je bila obogatitev bogoslužja z izbranimi sakralnimi napevi v slovenskem jeziku. Darilo iz knjige preroka Jeremija. V dneh kralja Jošija mi je prišla beseda Gospodova, rekoč: Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil, te postavil za preroka naroda. Ti pa si opaši ledja, vstani in jim govori vse, kar ti ukažem. Tisti čas je Jezus začel govoriti v slovnici. Danes se je to pismo izpolnilo tako, kako ste slišali. Dobri Jezus, apostol Pavel je zapisal, da ljubezen ni brezobzirna. Naj bo naše srce mehko in občutljivo, da bodo drugi začutili, kako jih imamo radi. Dobri Jezus, tvoj smrt in tvoj hoče ljubiti.
Slovenski duhovnik Martin Retelj je večji del poklicnega poslanstva preživel med slovenskimi izseljenci po evropskih državah. Pravzaprav sem že v tujini med Slovenci že nekaj več, ker sem bil 4 leta v Parizu, v Franciji, in po 4 letih, ko je šel eden od primorskih duhovnikov nazaj domov, je bila seveda prilika pa tudi iskanje škofa za nekoga, ki bi prišel potem na to njegovo mesto, oziroma pravzaprav je bila menjava znotraj med Frankfurtom pa Mannheimom, tako sem potem pač leta 1996 iz Pariza prišel sem v Frankfurt. V dolgoletnem službovanju opaža velike razlike med generacijami priseljencev iz Slovenije. Pri starejši generaciji, ki je tukaj 50-60 let, je seveda drugačno stanje, kot je pri tej, ki sedaj prihaja. Ne. To je generacija sedanja, ki prihaja, ki je seveda zrasla že deloma še pod Jugoslavijo, deloma pa že v Sloveniji, in seveda tudi odnos do narodnosti recimo ali pa do vere, do cerkve je različen. Medtem ko sedanja generacija seveda je pa že drugačna, torej odnos do cerkve, do nacionalnosti je pri verjetno mnogih drugačen, a ne, morda bolj hladen ali kakorkoli bi človek temu rekel, podobno tudi do cerkve, ne, tako da pridejo, nekateri se oglasijo sedanji, a ne, ali celo prijavljeni kot katoličani, kar je značilnost za nemški prostor, da je potrebno tudi to urejevati, vendar ga ni nekako blizu v slovensko skupnost. Medtem ko seveda starejša generacija imela pa ta čut do nacionalnosti, do narodne pripadnosti. Kljub temu, da je lepota slovenske dežele zaznamovana številnimi cerkvami, se javno izražanje vere ne more primerjati s sorodnimi slovanskimi narodi. Seveda, Poljaki so glede izražanja vere, a ne, drugačni kot smo mi Slovenci. To je enkrat ena. Seveda druga stvar, da jih je v Frankfurtu svojih 30.000, a ne, in da jih pride k maši od 2500 do 3000 vsako nedeljo, medtem ko Slovencev nas je v Frankfurtu nekaj 100, a ne, kot katoličanov komaj 350-360, a ne, prijavljenih, seveda potem so še nekateri drugi, ki tudi prihajajo sicer, a ne, tako da je seveda sorazmerje, koliko jih pride k Poljakom ali pa k nam, razumljivo tudi od števila ljudi, ki so tukaj. Ne. Kljub temu nekateri Slovenci čutijo potrebo po ohranjanju skupnosti. Torej, nekoliko življenja je še, ker je ta starejša skupnost ali pa starejša generacija ljudi še močna, ne, tam tisti, ki so tukaj zdaj stari recimo od 80 ali pa seveda tudi nekaj več, nekateri proti 90 letom gredo, pa tja do 60 recimo, ne, tako da so ti starejši večinoma že v penzionu oziroma ne delajo več, je seveda so še vedno nosilci preko te zavesti pa pripadnosti in torej želijo in tudi hočejo in nekako iščejo, da bi duhovnik bil še med njimi kot tako. Medtem ko mlajši pa seveda tega čuta nimajo tako, ga imajo drugače. Čeprav so nekateri, ki so zelo povezani, mlajši tudi, ki prihajajo, ne, ki se takoj vključijo recimo, ampak to je seveda zelo majhno število z ozirom na vse, ki prihajajo pa tudi hitro odhajajo. Odraz brezbrižnosti je zagotovo tudi sekularizacija zahodnoevropske družbe. Nemčija ni izjema, oziroma mi smo tisti verjetno, ki capljamo za Nemčijo v tem oziru, ne, torej jih posnemamo tudi morda v tem, kar ni najboljše, a ne, da morda ne bo tako močna, a ne, kot je v Nemčiji, ali pa celo bolj morda zaradi drugih vzrokov, kot je v Nemčiji. Nemčija je versko zelo različna, zlasti deloma protestanti pa deloma katoličani, to je polovica recimo, bomo rekli na hitro, okvir, a ne, prebivalstva, druga polovica je pa seveda zdaj že tista, ki je ali brez vere, ali se označuje kot brez vere, ali so seveda pripadniki kakšne druge skupnosti, kot so recimo seveda tudi pravoslavnih je večje število iz vzhodnih držav, pa muslimani, pa seveda razni azijski, pripadniki azijskih skupnosti ali pa tudi ver in tako naprej, tako da je 50% seveda že takšnih ljudi v Nemčiji. Ne? In seveda to se potem pozna v javnosti, torej tudi v oblikovanju javnega mnenja in vse te stvari.
Vendar pa nova razmerja v družbi vedno bolj vzpodbujajo tudi ekumensko sodelovanje med pripadniki različnih veroizpovedi. Ja, najbrž seveda se bo to pokazalo, verjetno pa šele morda kasneje po kakšni generaciji. Žal bo verjetno kakšna generacija ali pa dve morale iti skozi tako, bom rekel, preizkušnjo ali pa skušnjavo živeti v sedanjem času brez vere ali pa oziroma brez Boga, čeprav človek seveda išče tako ali drugače, ne, in je dovzeten ali bo hotel imeti kakšen odnos z nekom, z Bogom ali v veri, vendar pa seveda najbrž, da bo kar kakšna generacija žal šla skozi svoje življenje brez tega. To, kar je morda v Sloveniji ni tako živo ali pa ni tako tudi potrebe seveda bilo, ekumensko sodelovanje ali pa življenje je seveda vedno bolj močno, tudi rekel nek tak morda deloma tudi pozitiven pritisk, zlasti strani protestantske skupnosti, po skupnem obhajanju Evharistije naj bi se to seveda zgodilo, kar je tudi razumljivo zaradi ljudi, ki tukaj živijo drug ob drugem, zaradi mešanih zakonov, ki so, ne, in potem je seveda vprašanje družine, kje bo obhajala kakšen praznik ali nedeljo in podobne stvari, tako da seveda okoliščine so drugačne, kot pa so v Sloveniji, ker je pa le katoliški del bil dosti močan vedno, pa še vedno je močnejši, medtem ko seveda protestantov res samo za nekaj malega, za peščico. Kljub temu pa Slovenci tudi v tujini ostajajo Slovenci. Torej, vsako leto imamo to praznovanje, v okviru župnije to nekako naredimo, seveda tudi s pomočjo šolskih otrok, ki imajo šolo, pouk slovenščine, bodi se v evropski šoli, bodi se v dopolnilnem pouku, tako da skušamo vedno narediti nekoliko več, torej tudi na ta način, da povabimo kakšno pevsko skupino, pevski zbor, in pesem seveda verjetno veliko več pove, kot pa morda samo recimo kakšen nagovor, pa kakšno recitiranje teh ali takšnih ali drugačnih pesmi. Pesem pa seveda naredi vsako tako prireditev lepšo, bolj bogato in podobno, in tako seveda tudi pri tej naši prireditvi vedno jo povežemo s tem, da je petje pri maši in potem seveda še po maši, da je praznovanje tako v cerkvi, kakor potem v dvorani po maši. Vsi narodi, ki trepeno čaka dan, tako da sonce hodi, prebiri sveta bo pregnan. Daroja, rozbov sa, ne vrakle sosed bomeja. Daroja, rozbov sa, ne vrakle sosed bo, ne vrakle sosed bomeja. Spoštovani gostje, spoštovani vsi, ki ste prišli k praznovanju slovenskega kulturnega praznika. Preplečen sem menišič bil in rad sem pel, še rajši pil. Tako je Prešeren na hudomušen način opisal svojega pesniškega predhodnika Valentina Vodnika. Ta pa je zapisal o sebi, da v letih nerodnih okrogle je pel. Slovensko društvo v Frankfurtu deluje že od leta 1972, to se pravi, da imamo že več kot 45 let tradicijo v Frankfurtu in ki jo želimo na vsak način nadaljevati. 2 leti kasneje, že leta 1974, je bila ustanovljena dopolnilna šola slovenskega jezika, ker so že takrat ustanovitelji društva ugotovili, da je za obstoj slovenstva
med rojaki v Frankfurtu nujno potrebno ohranjanje slovenskega jezika, da samo veselice in prireditve ne zagotavljajo obstoja, ampak da je potrebno tudi mlajšo generacijo postopno navajati na slovenski jezik, slovenske običaje, navade in praznike. Vse generacije, tako stare kot mlade, se trudimo ohranjati slovenski jezik, zavedamo se, da je to en privilegij, ki ga imamo tukaj v Nemčiji, da lahko kot en pripadnik ene manjšine, kot Slovenec, tudi tukaj v Nemčiji še naprej govorimo slovenski jezik, imamo lahko slovensko šolo dopolnilnega pouka, da se lahko družimo, ne da nam bi kdo kakorkoli overil pri tem. Mesto Frankfurt nam občasno tudi finančno pristopna pomoč je potrebno, večinoma pa gre zahvala seveda Uradu za Slovence po svetu in Ministrstvu za šolstvo, ki nam na tak ali drugačen način, finančno na vsak način, ampak tudi z drugimi stvarmi pripomore, tako je. Jasnica, deželo prelepo slovi, vsakdo jo poznajo visoko časti. Slovensko deželo jaz mislim imam, nikdar je visoko doši slad ne znam. Zatorej resnično povem, zatorej resnično povem, slovenski deželi enakor ne vem, slovenski deželi enakor ne vem. Najlepi deželi jaz mirno živim, poštenost prijatelji se veselim, pošteno veselje povsod je doma, Slovenci povsod so veselega srca. Zatorej resnično povem, zatorej resnično povem, slovenski deželi enakor ne vem, slovenski deželi enakor ne vem. Vi pa živite tukaj v Frankfurtu? Ja, jaz sem napotena v Frankfurt, učiteljica slovenščine na Evropski šoli in me je slovensko ministrstvo napotilo na Evropsko šolo. Ja. In še kaj obiskujete Slovenijo? Seveda, vsa moja družina je tam, tako da odhajam v Slovenijo. Dober dan. Vsak dan se srečuješ z ljudmi, ki poznaš jih, a se ne ustaviš. Tja dan pozdraviš, pa vendar ti je včasih, da bi komurkoli od srca in iskreno želel dober dan. A vse prepogosto ljudje mimo grejo in ko so že mimo, se ne ozrejo. Pa vendar ti je včasih, da bi ti kdorkoli od srca in iskreno želel dober dan. Ko je postal jezik za lepoto, kakor so drugi jeziki bili že dolgo pred njim, pa je slovenski jezik postal tudi bolj funkcionalen in sposoben za druge zahtevne naloge. Razkrilo se mi je, da je z ustvaritvijo tega in takega jezika stopil Prešeren med svetovne pesnike.
Mi smo zmeraj veseli, ko pridejo naši rojaki iz Slovenije, iz naše matične domovine, nas obiskati in sploh, kadar pride kakšen slovenski zbor, vidimo pri starejših generacijah, kako solze v očeh. Vedno odhajajo solze v očeh in kako ponosni so, da so Slovenci. Še enkrat, ko vas vidimo, poslušamo, kako pojete, si rečemo, ponosen sem, da sem Slovenci. Rojena sem v Tolminskih Ravnah, pri Tolminu. Hodila sem v Tolminu v šolo in pozneje v Mariboru na kemijsko-tehnično šolo. Tata je Slovenija in mama je Slovenija. In kakšno mesto? Ljubljana. Ljubljana si. Dviga se pogled zgora, nerdiči spušča se do ravnega, z občutkom njenega gre do srca. Moja Slovenija, pozdravljena. Sem učiteljica prvega jezika na Evropski šoli, kjer delo nikakor ni mučno, delam v skladu z učnim načrtom, učenci so za delo zelo motivirani, cenijo svoj materni jezik, svoj prvi jezik, radi prihajajo, se radi učijo, radi delajo, so ponosni, če lahko nastopajo. Moja druga naloga tukaj pa je, da še izvajam dopolnilni pouk slovenščine, tudi v okviru oziroma ki ga nekako financira in organizira Slovensko ministrstvo za šolstvo. In tam je pa delo malce napornejše, zaradi tega, ker otroci prihajajo tja prostovoljno ob svojem rednem pouku, so seveda zelo zasedeni, tako da je malo težje, ampak danes ste videli, da so program povezovali 4 ljudje, 2 odrasli udeleženki pouka in pa 2 mladeniča, ki sta že nekaj časa obiskovala pouk. Eden od njiju je sedaj maturant, pa vendarle še prihaja k dopolnilnemu pouku slovenščine, ta drugi pa je tudi najstnik, je trenutno zelo zaposlen, recimo z Birmo, s poukom v redni šoli, pa vendarle radi prevzamejo te naloge.
daš toplo dlan, nič več nisi sam. Tam sem jaz doma, kjer pozimi najdeš toplo dlan, tam dom je moj. Tam sem jaz doma, kjer pozimi najdeš toplo dlan, tam dom je Tam daleč za luno, kjer sijejo zvezde in križa se tisoč nevidnih poti, na majhnem planetu, ki take kot Zemlja, gotovo kak kuštravi deček živi. Po noči skozi okno v nebo se ozira, odkriva znamenja, kometom sledi in sploh ne verjame, da v širnem vesolju ni najti življenja in drugih ljudi. Med temi učenci, sošolci, je tudi kakšen nemški, ker se uči slovensko, nemškega jezika. To je predvsem med odraslimi. Imamo recimo doktorja Rolfa Wörsdorferja, ki je zgodovinar in raziskuje migracije Slovencev v Nemčijo. Izdal je tudi knjigo o tem, mislim, da celo 2 knjigi, ampak ena je izšla lansko leto in on kot Nemec prihaja v našo skupino in sodeluje pri pouku za odrasle. Pika je lahko na koncu stavka, za njo se piše z veliko, če ne, je to že uganka. Res smo veseli, da smo lahko skupaj z vami praznovali kulturni praznik, saj je to eden naših največjih praznikov državnih, in vam popestrili ta večer. Želimo si, da bi še naprej gospod Martin opravljal to veliko poslanstvo tle med Slovenci v Frankfurtu, obilo zdravja in moči še dolgo, hkrati pa vam podarjamo tudi nekaj malenkosti iz naše Vipavske doline. Gospod Martin, tukaj imam za vas eno vino z našega primorskega. Naj vam prečitam, to je vino Vov. Tle piše tako, Vov je vol, naše. Allora, ime tega vina, pridelanega s srcem in strastjo, obuja spomin na vola, uprežno žival, ki je ljudem v naših krajih, prav tako močnim, vztrajnim in trmastim, stoletja pomagala preživeti. Koliko sem močen, pa koliko sem trmast, ne vem, boste vi povedali. Hvala lepa. Torej, ne smemo pozabiti gospe Natalije. Hvala lepa, ker je pripravljala, pa seveda rožca k rožci. Naši pevci motiva so zelo ponosni, da smo lahko z vami tukaj
v Frankfurtu na kulturnem prazniku Franceta Prešerna sodelovali. Najlepša hvala, mi smo pa zelo uživali v vaši lepi pesmi in v meni ste prebudili željo po sodelovanju v pevskem zboru. Zakaj se ne bi imeli, radi, zakaj se